Dober dan, lep pozdrav, pri družini Zorko smo. Pozdravljam očeta Roberta, mamo Špelo, pa največjo Mihaelo, Elizabeto in Janija, Janeza in Jurija. Tako, v tej družini bomo se danes malo pogovorili o Svetem pismu. Kadar beremo Sveto pismo, kadar poslušamo Božjo besedo, moramo najprej pripraviti srce, da bo Božja beseda prišla v srce, in zato bomo zdaj zmolili kesanje. Tako kot vedno pri maši, v začetku zmolimo kesanje in potem poslušamo Božjo besedo in sprejemamo Svetega Duha in darove. Zato, da bi razumeli to, kar nam Bog govori, kar nam Božja beseda sporoča. Pa naredimo križ. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Tako, zdaj se pa še Bogu priporočimo in zmolimo še skupaj Oče naš in Zdravo Marijo, tako da bomo tudi v tej molitvi že začutili Božjo bližino. Jezus pravi, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, da bi bil Jezus tudi zdaj med nami. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, danes bomo začeli in sicer bomo pogledali v Sveto pismo, kako nam Božja beseda razodeva uresničitev načrta, ki ga je Bog v Stari zavezi že razodeval preko prerokov. Preroki so napovedovali Mesija, ljudje so hrepeneli, da bi se končno le uresničila ta izpolnitev, da bi prišel odrešenik. No in kako se je to dogajalo, nam začne pripovedovati evangelij, in sicer Lukov evangelij, ko napove rojstvo Janeza Krstnika. In sicer govori, da je bilo to v času kralja Heroda. Kralj Herod je vladal v tistem času v imenu cesarja Avgusta iz Rima. V Rimu je bil cesar, kralj je bil pa v Jeruzalemu. No in v Jeruzalemu je bil tudi tempelj in tja so hodili Judje častiti in slaviti Gospoda, Boga. No in ta kralj Herod je bil sicer zelo krut kralj, ampak je pa hotel ljudem pomagati zato, da bi se jim prikupil, da bi se malo priliznil in jim je obnovil tempelj. Zato so ga Judje po eni strani nekateri spoštovali, drugi pa tudi sovražili. No in so Judje trpeli, ker so bili Rimljani takrat okupatorji in so tam izvajali oblast nad Judi. Judje so jim morali plačevati davek in tako so se zelo nekateri jezili in jih hoteli na vsak način izgnati iz dežele. No in v tistem času je bil v Jeruzalemu tudi tempelj in v templju so upravljali daritve in tako je prišel nekega dne v tempelj tudi en duhovnik, ki je bil žreban za takrat, da opravi daritev v spravo za grehe, in temu duhovniku je bilo ime Zaharija. Zaharija je bil pobožen, veren mož, ki je imel ženo, dobro ženo, tudi pobožno Elizabeto, ampak ta dva sta imela eno veliko žalost, nista mogla imeti otrok. In sta bila že starejša in tako vseeno ostala zvesta Bogu. No in ko je ta Zaharija opravljal daritev v templju,
se mu je prikazal angel. In angel mu je povedal, Zaharija, ti boš prejel, ne boj se, tvoja žena bo dobila sina, torej rodila bo sina, ki mu daj ime Janez. V radost in veselje ti bo, mnogi se bodo veselili njegovega rojstva, ker bo velik pred Gospodom. Vina, opojne pijače ne bo pil, že v materinem telesu bo napolnjen Svetim duhom. In veliko Izraelcev bo spreobrnil Gospodu, njihovemu Bogu. On sam bo hodil pred njim, pred Mesijem, z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti in da naredi ljudstvo dovzetno za Gospoda. Tako je angel govoril Zahariju, Zaharija je kar strmel in ni razumel in je rekel, to je nemogoče. To jaz sem že toliko star, žena je že tako stara, zdaj pa ja ne more več imeti otrok. In angel se mu je predstavil. Je rekel, jaz sem angel Gabriel, stojim pred Bogom in sem poslan, da spregovorim s teboj in ti sporočim to veselo novico. In zato, ker nisi verjel, ker ne verjameš, da Bog to lahko naredi, zato ti sporočim, da ne boš mogel govoriti. Onemel boš. Do takrat, ko se bo to zgodilo. No in tako je Zaharija torej bil dolgo časa v templju, ljudje so se čudili, kako da ga ni ven iz templja, običajno je opravil hitro to daritev in molitev in potem, ko je prišel ven, je bil en poseben dan, ko je šel lahko kot veliki duhovnik v tempelj. Judje ta dan imenujejo Jom Kipur, to je dan sprave. In ko je molil za odpuščanje grehov, za judovsko ljudstvo. In potem, ko je prišel ven, so mu pripravili enega kozla. Ta duhovnik je položil roke na tega kozla in prenesel grehe ljudstva na tega grešnega kozla. To je ta grešni kozel, ko ga takole včasih imenujemo kakšnega. No in z tega kozla so potem nagnali v puščavo in je tam poginil. In tako so nekako mislili, zdaj so tudi naši grehi tam izbrisani, pozabljeni, uničeni. No in tega Zaharija ni bilo dolgo časa iz templja in ko je prišel, so ugotovili, da je nekaj nenavadno. Ne more govoriti, ni mogel govoriti. In tako so nekaj spoznali, da je bilo nekaj se je zgodilo v templju. No in res, potem ko je sicer Zaharija opravil ta obred in ko se je vrnil domov k svoji ženi, je Elizabeta zanosila. In potem, torej čez 9 mesecev, se je rodil otrok, ki so mu dali ime Janez. No, kako je se to zgodilo, je tukaj vmes še ena druga zgodba, ki jo že evangelist Luka začne. Namreč ta isti angel, ki se je prikazal Zahariju v templju, se je potem prikazal pa 6 mesecev pozneje v Nazaretu, v hiši, kjer je živela Marija. No in to je pa zdaj tisto, kar se je zgodilo, kar so napovedovali preroki, posebej še prerok Izaija napovedal, da bo žena rodila, devica bo rodila sina in temu daj ime Jezus. Vete, angel Gabriel je napovedal, da bo torej sin od Elizabete in Zaharija Janez. Potem, ko pa ta angel pride k Mariji v Nazaret, se ji pa tudi torej jo pozdravi in počasti, zdrava, milosti polna, Gospod je s teboj, ti si blagoslovljena med vsemi ženami in blagoslovljen bo sad tvojega telesa. In pove,
Marija se prestraši in vpraša, kako se bo to zgodilo, ko nisem poročena, moža nimam. In angel ji pove, Sveti Duh bo prišel nate. Moč najvišjega te bo obsenčila. Ta, ki bo rojen, bo sin Božji. In potem pove, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je rodila in je spočela sina in to je 6. mesec njej, ki so jo imeli za nerodovitno, ker pri Bogu ni nič nemogoče. No, tako je torej Marija na to angelovo besedo, sporočilo, razlago ponižno spregovorila, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. No, tako je Marija sprejela to sporočilo in tudi to nalogo, da bo postala mati odrešeniku, Božjemu sinu. Ko je torej angel napovedal, da mu naj da ime Jezus, to je beseda, ki pomeni Bog Jahve je rešitelj. In tako torej se to izpolni potem tudi v Marijinem življenju. Tako, no, zdaj smo slišali malo to zgodbo, ki jo je evangelist Luka opisal v začetku svojega evangelija o Zahariju in o napovedi rojstva Janeza Krstnika in o napovedi Jezusa odrešenika. No, zdaj, če se malo spomnimo, kaj je bil Zaharija po poklicu? Duhovnik. Ja, duhovnik in je upravljal. On je odpuščal grehe. Ni on odpuščal, ampak je upravljal daritve za grehe, ne? Bog odpušča grehe. Pol pa je prišel ven, in tam so imeli enega kozla, pol je pa roke dal gor pa vse grehe pal. Ja, in zakaj, kako se ta kozel imenuje? Grešni kozel. Grešni kozel, ja? A tudi vam kdaj rečejo, da ste grešni kozli? Ne. Ne. Nikoli ne. Ampak, no, če kakšen taki ima na sebi veliko napak in tako, ne, pa še od drugih vzame nase, mu rečejo, da je ta grešni kozel, ne. No, kozel ne jemlje grehov, ampak kozel je ena žival, ki je podobna kateri živali. Kozlički so iz katere vrste živali. To so tako kot ovčke, ne? Ovce pa kozli, pa ovni, pa majhnim ovčkam pa rečemo kako? Jagnjeti, jagnjčki, ja? Jagnjčki, kateri kozel, katero jagnje je pa tisto pravo jagnje, ki pa odjemlje. Jezus. No, to je pa Jezus. Vidite, tako je v Stari zavezi že Bog pripravil eno podobo, kako bo vzel Jezus nase grehe. Jezus je vzel grehe, a samo judovskega ljudstva? Ne. Naše vse. In pol jih je na križih je nesel, pol je pa umrl za naše grehe, pa 3. dan vstal. Ja, no vidite, tukaj je pa Jezus je tudi umrl. Tisti kozel je umrl tam v puščavi in so rekli, zdaj so pa grehi izbrisani, pozabljeni, zdaj pa ni grehov več. Jezus je pa umrl na križu, ampak Jezus je prav zavestno umrl in zavestno vzel nase vse naše grehe, da nam jih lahko odpusti. Zato so nam torej grehi odpuščeni. No in kdaj so nam grehi odpuščeni? Kdaj nam Bog odpusti grehe? Če se kesamo, ko gremo k spovedi, no najprej nam pa odpusti grehe, ko smo pri krstu, ne, krščeni. Ko smo krščeni, takrat nam Bog odpusti vse grehe. Zdaj, če je otrok krščen, potem je izbrisan izvirni greh. Če so pa torej odrasli krščeni, ki že naredijo večje grehe, lahko tudi so jim pa pri krstu izbrisani tudi ti grehi. No, tako je, torej Zaharija je potem ni verjel. Ni verjel, da bo je izgubil dar govora. Vidite, kaj to pomeni. Če mi ne verjamemo Bogu,
Še bi imel dar govora. Ja, to je kaj to? Nemos. Ja, ampak nemos to pomeni, da ne znamo, ne moramo moliti. Pa govori. Govoriti pomeni moliti. Govoriti z Bogom. Ne? Če v Boga ne verjamemo, ne moramo moliti. Ne? Zato samo kdor verjame Bogu, tisti lahko moli. In tistega Bog posluša in tisti lahko Boga posluša. Ker moliti pomeni Bogu govoriti in Boga poslušati. No in tako je moral biti Zaharija potem do rojstva Janeza Krstnika, to je 9 mesecev, je bil nem, ni mogel govoriti. Ne? No in kako pa potem kako je bilo pa ime angelu, ki je oznanil Mariji? Gabriel. Gabriel, ja, to je bil angel, isti Gabriel. In Zaharijo se je razodel kje? V templju. V templju, v katerem mestu? V Jeruzalemu. Ja, v Jeruzalemu. Jeruzalem je bil glavno mesto. Se pravi, v glavnem mestu in v templju, to je najsvetejši del mesta, je tempelj, tam, kjer je Božje bivališče, in pokazal se je torej angel v tisti uri, času, ko je bila najpomembnejša daritev v templju za celo leto, za celo ljudstvo, to je daritev za odpuščanje grehov v Stari zavezi. In vidite, kako Bog pošlje k duhovniku angela v najsvetejšem času, najsvetejšem kraju in mestu. Ne? Kaj pa Mariji? Kje se je pa Mariji prikazal? V Nazaritu, v njeni hiši. Ja, k Mariji je prišel pa angel kar domov. Kar domov, pa je doma obiskal. A jo je kaj kregal? Ne. Ne, kaj pa? Marija je bila brez narežna. Marija je bila brez greha. Marijo je lepo pozdravil. A veste, kako je pozdravil? Zdrava Marija, milosti polna. Ja, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami. In blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Ja. Glede, ta pozdrav Marijin mi velikokrat ponavljamo. Ne? Kdaj ga ponavljamo? Ko molimo različne molitve, lahko samo Oče naš pa Zdravo Marijo, lahko molimo Angel Gospodov, pa 3-krat, 4-krat ponovimo tudi Zdravo Marijo, lahko pa molimo eno molitev, ko 50-krat ponovimo Zdrava Marija. To je pa rožni venec. Ja, to je pa rožni venec. In takrat ponavljamo te besede, ki jih je angel izgovoril Mariji in se z Marijo veselimo. Zdrava Marija je malo bolj tak prevod, pravijo svetopisemski prevajalci, da bi morali reči: veseli se Marija, veseli se, Gospod je s teboj. Ti si blagoslovljena, ti si izbran med vsemi. Tebi, vsa dekleta so takrat čakala in so rekla: joj, kako bi jaz rada, da bi jaz rodila Mesija, da bi bil moj sin Mesija, moj sin odrešenik, to bi bilo nekaj. In Marija je bila pa ponižna, pa sploh še ni mislila na to, da bi prosila, da bi ona postala mama Mesijo, ker ni še imela moža, še ni o tem tako razmišljala, ampak Bog je dal. Ne? Je poslal angela in je rekel angel: zdaj pa Marija, ti boš mati Božjemu sinu, tistemu, ki ga toliko časa pričakujejo. No in to je bil tako važen dogodek, da se tega mi vsak dan 3-krat spomnimo. In zvonovi nas na to spomnijo. Kdaj zvoni? Kdaj zvoni? Opoldne, zjutraj ob 7, pa zvečer, ko se dela mrak. Ne? Poleti bolj pozno, pozimi pa bolj zgodaj, predno gremo spat. 3-krat na dan molimo ali pa zapojemo Angel Gospodov. In zdaj le bomo zapeli. Ne? Bomo zapeli Angel Gospodov, je Angel Gospodov oznanil Mariji. Je angel Gospodov oznanil Mariji, je ona spočela od Svetega Duha, čez
Marija je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija pridko nas. In sveta beseda meso je postala, med nam prebivala, je Jezus ji ime. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija pridko nas. Čast bodi Očetu in Sinu Svetmu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako na vekomaj. Češčena si Marija, je angelski glas, bo zadnja ura bila, Marija pridko nas. Tako, zdaj vam dam pa še vsem blagoslov in tudi tistim, ki nas zdajle spremljajo oddaleč, ampak smo si blizu z vsemi, ker nas Sveti Duh povezuje, Jezus in Marija. Gospod z vami In s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha naj pride nad vas in naj vedno med vami ostane. Amen. Amen.